Četrta velikonočna nedelja, imenovana tudi nedelja dobrega pastirja, nas vsako leto vabi z vedno novim čudenjem odkriti to opredelitev, ki jo je Jezus sam izrekel v sebi in jo brati v luči njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Te besede so se v polnosti uresničile, ko se je Kristus, ki je bil svobodno pokoren očetovi volji, pustil zaklati na križu. S tem postane popolnoma jasno, kaj pomeni, da on, dobri pastir, daje življenje, saj je daroval svoje življenje v žrtev za nas, zate, za vse. Zaradi tega je dobri pastir. S temi besedami je papež Frančišek začel z razlago pomena bogoslužnih besedil četrte velikonočne nedelje 26. aprila z okna Apostolske palače na trgu svetega Petra. Sveti oče je še poudaril, da je potrebno iti za dobrim pastirjem, še posebej pa so tisti, ki imajo v cerkvi poslanstvo voditeljev, duhovniki, škofi, papeži poklicani prevzeti nikakor ne miselnost menedžerjev, temveč služabnikov, s posnemanjem Jezusa, ki nas je s tem, ko je slekel samega sebe, rešil svojim usmiljenjem. K temu načinu življenja so poklicani tudi novi duhovniki rimske škofije, ki sem jih z veseljem posvetil dopoldne v baziliki svetega Petra. Je dejal papež Frančišek. Po molitvi Raduj se kraljica nebeška in blagoslovu, ki ste ga skupaj s papežem podelila vernikom tudi novomašnika, je sveti oče izrazil svojo bližino vsem ljudstvom, ki jih je v Nepalu in sosednjih deželah prizadel močan potres. Molimo za žrtve, za ranjene, za vse, ki trpijo zaradi te nesreče. Podprimo jih z bratsko solidarnostjo, je dejal sveti oče in spomnil tudi, da je bila v Kanadi za blažene prišteta Marija Elizabeta Turgon. Zahvalimo se Gospodu za to ženo, zgled življenja posvečenega Bogu in velikodušnemu prizadevanju v služenju bližnjemu.